Ukrajina je načrtovala napad na moskovska letališča z droni, vodenimi z umetno inteligenco. To pa je naslov. Govoriš o tveganju in težko si je zamisliti večjega, ki bi bil bolj verjeten. In vendar postane ta zgodba še bolj zanimiva. Odkod je prišel ta načrt? Zakaj naj bi ga domnevno preklicali? In če si za trenutek nadenemo kape iz aluminijaste folije, zakaj je morda vse to del večjega načrta? Torej, danes bomo pregledali podrobnosti zarote, vprašali se bomo, ali bi bila učinkovita, in posebej vprašali, ali bi bila to dobra ideja. Raziščimo, kaj nam to lahko pove o nedavnih dvornih spletkah v Kijevu in ugibajmo, ali bomo morda v prihodnosti še videli takšno operacijo. Začnimo pa s tem, kar vemo o domnevni zaroti. Cilj so bila ruska letališča, zlasti tista v okolici Moskve. Ukrajina naj bi jih preplavila z majhnimi droni, večjimi od kvadrokopterjev, ki so jih uporabili med operacijo Pajkova mreža, a vendar še vedno manjšimi od tistih, ki so postali običajni med protilogističnimi napadi na rafinerije nafte in kampanjami divje jagode. Potovali bi iz Ukrajine, preplavili rusko zračno obrambo in bombardirali vse, kar bi videli. Projekt je dobil kodno ime M&M's, kar odraža količino in velikost dronov. Glavni cilj tukaj je bil narediti zračni promet okoli Rusije neizvedljiv in preseči prejšnje motnje v kontroli zračnega prometa ali začasne cone prepovedi letenja, uvedene za pomoč ruski vojaški protiletalskemu ognju. Kot dobro vemo, zaradi nedavnih groženj mednarodnemu ladijskemu prometu, kapitalsko intenzivne industrije potrebujejo zavarovanje za delovanje. Ko letala postanejo tarče bomb, zavarovalnice začnejo umikati svoje police, ali pa police tako ali tako ne krijejo vojnih dejanj. V vsakem primeru letalske družbe zaščitijo svoje naložbe tako, da premaknejo letala proti vzhodu, ali pa v primeru mednarodnih letalskih družb preprosto zapustijo državo. To zadnje je bilo še posebej v mislih ukrajinskih vojnih načrtovalcev, ki so želeli prepričati Turkish Airways in Emirates, da Rusija ni najboljše mesto za poslovanje. Čeprav so operacijo vložili mesece načrtovanja, je bila postavljena na stranski tir, ko je bil nekdanji minister za obrambo Mihajlo Fedorov dejansko odpuščen svojega položaja julija. In če vprašate Ukrajino o tem, bodo zanikali, da je bila operacija sploh kdaj načrtovana. Od tu naprej imamo še veliko različnih vidikov operacije, ki jih moramo obravnavati. Začnimo pa z najbolj osnovnim vprašanjem. Bi bila učinkovita? In mislim, da bi morala tukaj prevladovati previdnost. Bi to polnilo glavne mednarodne naslovnice? Da. Varno je domnevati, da bi vojni mediji tisti dan spet prišli na svoj račun, podobno kot po Pajkovi mreži. Bi bilo to izjemno ekonomsko moteče? Absolutno. Opravičujem se za to primerjavo, vendar obstaja razlog, zakaj sta bila Bin Laden in njegova skupina tako osredotočena na letalstvo. Letališča so gospodarska središča, saj številne panoge, od poslovanja do turizma, temeljijo na njihovem nemotenem delovanju. Uničenje te industrije v bistvu samo še pomnoži trpljenje. Zato so vztrajno napadali letalsko industrijo, kljub vedno novim plastem varnosti. Poleg teh točk pa nisem prepričan o koristnosti tega. Začetno poročilo o domnevni operaciji se je začelo z naslednjim citatom. V začetku tega leta so ukrajinski uradniki prišli k predsedniku Volodimirju Zelenskemu s tveganim novim načrtom za končanje vojne z Rusijo. Zdaj, ne vem, ali je bila to besedna zveza, ki jo je izbral avtor, ali pa je bila to ocena uradnikov, ki so informacije razkrili. Kakorkoli že, moramo opustiti pogosto prepričanje, da bo ta ena preprosta rešitev končala vojno. Razen če načrt dejansko uniči nasprotnikevo vojsko ali odstrani vodstvo nasprotnikovega režima ter zagotovi, da bo naslednji voditelj, ki pride na oblast, odpoklical vojake, tako to ne deluje. Operacije zagotavljajo vzvod, spremenijo ravnotežje moči med stranema in spremenijo pričakovane stroške nadaljevanja. Toda ali povzročijo konec vojn, je odvisno od zapletenih interakcij s pogajalskimi trenji. Že uvod sam po sebi je dovoljšen razlog za upravičanje operacije. Torej, pustimo razkritje operacije pri tem, saj je že samo po sebi dovolj, da upraviči njen pomen. Kljub temu, mislim, da bi morali imeti realna pričakovanja glede tega, kaj bi to pomenilo, tako z vidika vzvoda, kot tudi pogajalskih trenj. Tako je šla teorija. Motnje na letališčih naj bi razburile oligarhe v državi, ti pa naj bi se nato obrnili na Putina in ga prisilili, da ponovno premisli o vojni. V redu, prav.
To bo razburilo oligarhe. Letališča, še posebej v Rusiji, so namenjena predvsem višjemu sloju. Ampak ni tako, da bi bil višji sloj že od začetka navdušen nad to vojno. Ponovite za menoj. Invazija je prenos bogatstva od oligarhov k ruskemu delavskemu razredu zaradi Putinovega projekta za lastno slavo. In morda so se s tem prej strinjali, ampak tukaj bomo potegnili črto. Vendar pa oligarhi ne delujejo kot tisti del Rusije, ki potrebuje spremembo odnosa do vojne. Če delavski razred ima koristi od vojne, potem je škodovanje njim način, kako zgraditi večjo koalicijo proti Putinu. Motnje v dobavnih verigah bencinskih črpalk in razstreljevanje objektov Wildberries bodo imeli veliko večji učinek na to, kot napadi na letalstvo. Ob teh pridržkih še vedno nisem izrazil argumenta, da bi bili M&Ms slaba ideja. Ustvarjanje splošnega gospodarskega kaosa znotraj Rusije je dobra ideja, tudi če to ne zagotavlja konca vojne. Toda s tem bi prišla tudi nekatera pomembna tveganja. Ena od zvijač te operacije je, da morajo vsi mali droni zadeti želene cilje. To ni preprosta naloga, še posebej, ker manjši droni pomenijo manjše eksplozije. Za nekaj takega, kot je skladišče Wildberries, ima Ukrajina v mislih GPS koordinate in ve, kako skladišče izgleda ter kakšna je pot do njega iz satelitskih posnetkov. Torej, pošleš svoje drone noter. Če se izognajo motenju GPS signala, odlično. Če ne, imajo verjetno na krovu umetno inteligenco za ciljanje, ki bo po svojih najboljših močeh poskušala opraviti nalogo. Situacija z letališči je bolj zapletena. Če je vaš edini cilj uničiti terminal, potem lahko brez težav sledite tej predlogi. Vendar pa sta tu dve težavi. Prvič, terminali niso unetljivi. Če udariš naftno rafinerijo ali skladišče polno kartonskih škatel, se cilj praktično sam uname. Če udariš terminal, morda povzročiš nekaj materialne škode, več kot to pa ne bo. Da je stvar še slabša, urejen terminal sploh ni nujen za delovanje letališča. Cilja v resnici ne onesposobiš. Seveda, pošleš sporočilo, ampak vsak, ki ga ne želi slišati, lahko še vedno leti, kakor želi. Zato bi Ukrajina želela zadeti kar letala sama. Rusija te težave ne more rešiti zgolj s tem, da bi poslala več letal, saj bi to sesulo zavarovalniško plat zadeve, verjetno še huje, kot če bi preprosto napadli terminal. Vendar pa napadanje letal doda novo raven zapletenosti, saj niso statične GPS koordinate. Rešitev tukaj je uporaba avtonomnega ciljanja z umetno inteligenco. Sistemi umetne inteligence vedo, kako izgledajo letala. Zato, ko prispejo na letališče, začnejo iskati cilje in nato ustrezno eksplodirajo. Tukaj pa naletimo na drugo glavno težavo te strategije. To so civilna letališča, zato bodo tam hodili civilisti. Napad na terminal bi verjetno povzročil nekaj civilnih žrtev, čeprav bi jih bilo verjetno malo, saj bi večino eksplozije prevzela stavba. Letala so druga zgodba. Niso narejena iz betona in so polna letalskega goriva. Če zadeneš letalo polno potnikov, ne bodo vsi uspeli pobegniti iz omejenega prostora. Način, kako bi lahko upošteval to tveganje, je, da opazuješ določeno letalo in iščeš opazne znake, da so potniki na krovu, v primerjavi s tem, da letalo preprosto stoji prazno na ploščadi. To je za nas ljudi dovolj preprosta naloga. Toda v tem trenutku bi se Ukrajina zanašala na avtonomne sisteme, da sprejemajo odločitve o uničenju ciljev. To je nekaj, kar se v tej vojni še ni zgodilo v takšnem obsegu. Kot stranski komentar tukaj in nekaj, na kar se bomo posredno vrnili na koncu tega videa, ko bomo razpravljali o možnosti, da Ukrajina to operacijo vseeno izvede. Najlažja rešitev za ta problem je, da Starlink komunicira z droni. To bi zagotovilo, da je človek vključen v celotno verigo odločanja do konca. Kot veste, je Elon Musk proti temu, da bi Starlink na tak način sodeloval v vojni. Zato se zdi, da to trenutno ni možnost. Ampak predstavljajte si, da Ukrajina to vseeno izvede. Potem bi imeli situacijo, kjer bi se vse strani strinjale, da je bolje, če človek nadzira celoten postopek. Ali pa vsaj mislim, da bi Kijev, Kreml in Musk raje videli uničena, prazna letala, kot pa letala polna ljudi. Če pa bo Musk to pravilo strogo upošteval, bomo morda res videli, da bo to odločitev sprejela umetna inteligenca. Vendar to trenutno ni načrt. Po poročilu naj bi Zelenski izrazil zadržke glede izvedbe operacije zaradi tveganj za civiliste. Da bo jasno,
Ukrajina je pokazala pripravljenost ogrožati civiliste, kadar je vrednost cilja dovolj velika. Zato se napadi na Wildberry nadaljujejo. Ta napad je drugačen glede na koristnost uspeha in število civilistov, ki so izpostavljeni nevarnosti. Zdi se tudi, da gre za precejšnje tveganje, še posebej, ker Kremelj išče izgovor za začetek novega kroga mobilizacije. Če smem potegniti še eno vzporednico z 11. septembrom, eden od številnih razlogov, zakaj si Bin Laden ni pridobil naklonjenosti drugih, je bil ta, da so napadi ubili 372 neameričanov iz 102 različnih držav. Med drugim je bil med njimi en Rus in en Ukrajinec. Preprosto povedano, če začneš ubijati ljudi na letališču, je zelo težko omejiti žrtve samo na Ruse. Kot zadnja opomba k tej točki, logika, ki sem jo pravkar opisal, je stvar praktične strategije. Velik del komentarjev, ki sem jih videl iz zahodnih krogov po razkritju poročila, govori o tem, kako bi tak napad kršil številne zakone vojskovanja. Mislim, da je vredno pogledati na to z ukrajinskega vidika. Država je že zdavnaj presegla točko, ko bi jih zanimalo, kaj si o situaciji misli kakšen zahodni pravnik, ki sedi v svojem pravnem slonokoščenem stolpu. Že leta ni bilo civilnih letov znotraj Ukrajine, nekatera njihova letališča pa izgledajo takole. Če bi bila operacija v končni bilanci koristna, bi se Ukrajina zanjo odločila. Prav praktične težave so Ukrajino odvrnile od te strategije, vsaj za zdaj. Gremo naprej. Sumim, da bo poročilo morda osvetlilo palačne spletke v Kijevu iz julija. Ne moram se spomniti nikogar, pri katerem bi se javno mnenje tako hitro obrnilo kot pri nekdanjemu ministru za obrambo Mihajlu Fedorovu. Ni presenetljivo, kako je postal priljubljen. Ta človek je očitno mojster lateralnega razmišljanja. Če bi on vodil Ukrajino, mi na tem kanalu nikoli ne bi zmanjkalo zanimive vsebine. Samo pomisli na vse to. Južni logistični udarci za ohromitev Krima, točkovni sistem za dodeljevanje več opreme ukrajinskim enotam, ki uničijo dragocene cilje, verjetno napadi Wildberry. In zdaj ta operacija, ne glede na to, ali bi bila to dobra ideja ali ne. Ko ga je Zelenski dejansko odstavil, sta tako javno mnenje v Ukrajini kot zahodni komentatorji protestirali. Z tega vidika, Zelenski se je odločil za smešno potezo, ko je podprl stare sovjetske strategije pod vodstvom Sirskega. In odstavitev. Fjodorova je ščitila skorumpirano oligarhijo v državi. Morda se spomnite mojega komentarja o tej temi, ko se je to dogajalo. Nismo razumeli vseh osebnih dinamiki, ki so se dogajale, in politično je bilo priročno, da se krivdo pripiše osebi, ki je zahtevala, da se na fronto pošlje več mož. Vendar pa mi kot zunanjiki ne razumemo povsem vseh kompromisov. In bilo je razumno stališče, da mora Ukrajina resnično dajati prednost živi sili na fronti. Medtem je Fjodorov izdal Zelenskemu nepotreben ultimat, naj odpusti bodisi njega ali Sirskega. Glede na prikaz razmer je lahko razumeti, zakaj bi Zelenski na to odpustil Fjodorova. Odličen v lateralnem razmišljanju, da. Dober pri političnih izračunih, ne ravno. Če nadaljujemo s to temo, preskočimo v pretekli teden. Fedorov je naredil svojo politično potezo in pozval, naj Ukrajina izvede volitve v nasprotju z ukrajinsko ustavo. Tukaj se je javno mnenje o njem v hipu obrnilo. Fedorov je zadevo obrnil nase. V bistvu je izval Zelenskega kot predsednika, čeprav tega ni izrecno povedal. Razlog, da to omenjam zdaj, je ta, da je ena od razlag, zakaj je bila letališka operacija ustavljena, ta, da je bil Fedorov ustavljen. Ali saj tako je to predstavljeno. Če pa se podamo v svet špekulacij, je mogoče, da je vzročnost tukaj obrnjena. Svojo ustvarjalnostjo je Fjodorov nekdo, ki bi ga želeli imeti v svoji ekipi. Vendar ni jasno, ali je razumel svojo vlogo. Samo zato, ker misliš, da imaš pameten načrt, to še ne pomeni, da je to dobra ideja. Operacijo na letališču bi zagotovo opisal kot pametno. Nisem prepričan, da je to dobra ideja, ker vključuje veliko širšo politično sliko, kot jo je morda minister za obrambo pripravljen obravnavati. In spet se zdi, da je politična presoja Fjodorovova šibka točka. Še enkrat, to so zgolj špekulacije, vendar si lahko predstavljate, da je Fjodorov vztrajal pri operaciji. Zelenski mu je rekel, naj opusti zadevo. Fjodorov je v svoji značilni trmi to zavrnil in zato se ga je Zelenski znebil.
Morda je celo do uhajanja informacij prišlo iz Tjodorove ekipe, da bi skušali prisiliti Zelenskega k ukrepanju. No, to je zanimiv prehod. Saj ne mislim, da bi morali to operacijo dokončno odpisati. Rusija ima težave s svojo zračno obrambo. To bi za Kremelj odprlo povsem novo Pandorino skrinjico. Ukrajina bi morala najti način, kako premagati ali vsaj bistveno omiliti problem civilnih žrtev, vendar pa bi bila operacija, če bi to uspeli rešiti, očitno koristna. Morda to vključuje odstranitev avtonomnega ciljenja. Po domnevnih testih Ukrajine, umetna inteligenca še ni na točki, kjer bi bila dovolj zanesljiva. Torej, morda gledamo na situacijo, podobno operaciji Spiderweb, kjer so na dronih ruske SIM kartice, ki se na to lahko povežejo z ukrajinskimi piloti. Mislim, da SIM kartice v Rusiji izgledajo tako, vendar nisem strokovnjak za to področje. Tudi jaz nisem strokovnjak za splošno reševanje teh logističnih težav, zato je bolje, da ta vprašanja prepustimo vojnim načrtovalcem v Kijevu. Moja zaključna misel tukaj je, da je ena izmed strategij ublažitve ta, da napad vnaprej napovemo in prisilimo civiliste k evakuaciji, ne da bi dali dovolj časa za zaščito infrastrukture in letal. Kaj je povzročila ta razkritja? Teorija zarote prve stopnje je, da Ukrajina res nima želje izvesti napada, iz razlogov, ki smo jih danes izpostavili. Politični operativci v Kijevu so namerno razkrili predlog, da bi poskušali doseči, da bi se te mednarodne družbe same umaknile. Toda teorija zarote druge stopnje je, da bi se načrt lahko vseeno nadaljeval. Kasneje lahko kritiki pokažejo na poročilo in opozorijo, da te letalske družbe še vedno delujejo, kljub javnemu priznanju problema. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Ukrajina je imela zanimiv predlog za napad na ruska civilna letališča. Za zdaj se je Ukrajina odpovedala tej priložnosti zaradi strahu pred škodo civilistom. A ni rečeno, da bo Ukrajina tudi v prihodnje vztrajala pri tej zavrnitvi. Medtem pa je nasprotje prihodnosti preteklost in ti dve odlični knjigi obravnavata prejšnje faze začetka te vojne. Za več informacij o njih preverite opis videoposnetka. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo jutri. Pazite nase!